Katarina, čau. Čau, Juš. Imaš veliko skupin, res poučuješ raznolike skupine. Kaj pa tvojih izkušnjah, recimo eno skupino, kaj jih najbolj poveže? Zavedanje skupne človečnosti. Se pravi, neke stvari, ki jim dajo vedeti, vsi smo skupaj v tem, neke misli, ki jih imajo sami, pa mislijo, da mogoče jih imajo samo oni, pa ugotovijo, da jih imajo v bistvu vsi. To se mi zdi, da je najbolj taka izkušnja. A res ti tudi tako razmišljaš, tebi se tudi to dogaja. Ja, jaz tudi. Zdi se mi, da pri tvojem tečaju se ljudje kar odprejo, povejo tudi kakšne bolj osebne stvari. Kako gradiš potem zaupanje med udeleženci tečaja, da zaupajo in tebi in da potem tudi kaj povejo v skupini? Ja, mislim, ena stvar je, da že tako na začetku se ful ukvarjamo s tem, kako želimo vzpostavljati odnose drug z drugim. Se pravi, da vzpostavimo vnaprej neka pričakovanja, kako mi drug z drugim tukaj komuniciramo. Vsa smisla tudi, da pač se jasno izrazi na začetku, da ne bomo seksistični, ne bomo nekih teh obsojanj, da to niso dobrodošli načini vedenja. Drugo pa je, da vsakeč, ko se neizogibno pol vendarle ta vedenja pojavijo, da jih nekako naslovimo, pa da tudi povemo, to je tista stvar, o kateri smo govorili, to mogoče ni bilo okej, kako se ob tem počutimo, tako to je en del. Se pravi, da se vsi lahko počutijo varno. Drug del je pa tudi to neko postopno samo razkrivanje, da pač bolj, ko oni ugotavljajo, jaz sem tak, ti si drugačen, drugmu dajo dovoljenje s tem, da so bolj to, kar so zares. Verjetno kdaj obravnavate tudi kakšne bolj težke teme, ampak kako potem ohranjati zabavnost? Kako potem obrniti vseeno te vaje na neko zabavnost, da se ljudje zabavajo na tečajih? Pa po mojem glih s tem, da so te stvari ful človeške. Moj najljubši smeh je smeh prepoznave. Se pravi, ko se v nečem prepoznaš, tudi tako v predstavah, ki jih gledam, najbolj me zabavajo, ali pa komedije me najbolj zabavajo tiste, kjer vidiš nekaj pa rečeš, to je res, to točno tako tudi jaz doživljam. Tako da v bistvu se mi zdi, da dostikrat skozi nek ta humorni, neobsojajoč pogled nase, ki je mogoče lahko kdaj malo tudi tako ima neke take nianse ali samoironije ali nekega tega. Skupaj smo v tem in zato se ob tem zabavamo. Tako, da je neko lahkotnost, bolj kot pa recimo to, proti čemur se pa vendarle poskušam malo boriti ali pa se temu od tega odmikati, so pa kjerkoli šale, ki ustvarjajo večjo distanco med nami. Se pravi šale, ki pa imajo za nek temelj ali poniževanje nekih drugih skupin ali ogrožanje nekoga tako, da res probamo te vrste humorja se od njih odmikati, pa vrste humorja, ki so povezovalne, pa v bistvu gojiti in krepiti. Dajva se dotaknem še majčkeno tvojega improvizatorskega dela. Kdaj se ti na odru zazdi, da nek prizor deluje? Da je vse v redu, da je lahkotno, da bo ta prizor res uspel? Ful lepo vprašanje. Mislim, zame je to po moje skoraj vedno, kadar je nekaj resničnega. Tudi tista stvar, ki jo jaz pri improvizaciji po moje najbolj cenim, da je tako v trenutku, imaš z nekom občutek, da si deliš en trenutek, kjer sva oba lahko človeka, kjer sva oba lahko iskrena, kjer pride nekaj resničnega ven, pa ne resničnega v smislu, to je zdaj res moje življenje, ali pa tako resničnega, faktično resničnega, ampak resničnega, čustveno resničnega. Da so to take trenutke, ki se mi zdi, da res in ostanejo z mano, da se me dotaknejo, po moje tudi pridejo do občinstva lažji, da je nekaj pristnega, iskrenega in človeškega. Improviziraš že vrsto let. Česa se je pa najtežje naučiti pri improvizaciji? Ful dobro vprašanje. Mogoče se je najtežje odučiti, ne naučiti. Da se je v bistvu najtežje odučiti teh vzorcev, ki jih vsi malo uporabljamo, kadar se počutimo malo tako ranljivo ali pa izpostavljeno. Imamo neke obrambne načine, kako pol v te situacije vstopamo. In pol se mi zdi, da tudi vsi improvizatorji imamo neke vzorce, ki se jih oprimemo v teh trenutkih. In se mi zdi, da mogoče najtežja pot te improvizacije je, ko se začnemo osvobajati tudi od teh stvari, ki načeloma vedno delujejo ali pa ki so moji te go-to rešitve, kaj lahko naredim v prizoru, pa bo mogoče malo se ta napetost popustila ali pa tako. Tako da po moje ni to zelo, česa se je težje naučiti, ampak bolj česa se je težje odučiti.
Tole me še zanima, katera navada, malo boš morala izdati svoje skupine, ampak katera navada te najbolj spravlja ob živce pri tečajnikih, pri svoji skupini? Navada. Kot skupini. Mogoče, ful sem občutljiva, kadar se navadimo na to, lih na to, da se zanašamo na te svoje vzorce. Se pravi, da probajo biti malo cool ali pa tako, da so stvari, kar je tudi ful nalezljivo, ne? Če delamo v impro, je ful enih stvari, ki so tako malo, mogoče se na prvo žogo zdijo malo butaste ali neki. In pol takoj, ko nekdo začne delati, kera debila vaja ali pa neke take stvari, je to ful nalezljivo, ker pač biti cool je nekaj, kar pol vsi ugotovimo, to ni cool tega delati, pa ne bomo se šli zares zraven. Tako da mogoče, če se v kakšni skupini razvija nek tak cool moment, to so cool stvari, ustvari to ful enih ovir za razvoj, no. Tako da mogoče to. A se ti kdaj zgodi, da ko poučuješ skupino, da dobiš kakšnega novega človeka, ampak se ti zdi, kot da si ga že kdaj kje videla? Mislim predvsem na to, a se pojavljajo kakšni stereotipi osebnosti, ki pridejo na impro tečaj. Tle treba biti previden, da koga ne užalaš. Se lahko kdo prepozna. A se ti kdaj zgodi, da ko poučuješ skupino, da dobiš kakšnega novega človeka, ampak se ti zdi, kot da si ga že kdaj kje videla? A se pojavljajo kakšni stereotipi osebnosti, ki pridejo na impro tečaj? Mislim, se mi zdi ful tak značilen je nek ta joker, ki pride, ki ima vedno pač na vsako situacijo odgovor z neko šalo. Vedno je tudi kdo, ki pride zato, sploh k meni veliko pride, zaradi tega, ker so v resnici socialno malo mogoče zadržani, anksiozni in pol jim je to ful težko in so ful sramežljivi in pol skozi govorijo, jaz to ne morem, jaz tega ne znam, jaz nisem dobra v tem, jaz res nimam dobrih idej. In to sta mogoče taka dva protipola, no. Pač en tak, ki misli, da so vse njegove ideje najboljše in jih moramo vsi slišati ves čas, ali pa nekdo pogosteje ženska, na drugi strani, ki je, jaz pa res nimam idej. Veliko stvari v improvizaciji vzpostavimo skozi govor. Kdaj pa je najbolj koristno, da je improvizatorka enostavno tiho? Večinoma. Zdi se mi, mislim, to je tudi moja stvar ful dostikrat, da takrat, ko naraste neka ta napetost, neka ta, lih, ko pride ven ta resnica, imamo ful pogosto, ali pa mogoče moram govoriti o sebi, ful pogosto občutek, zdaj moram napolniti to zadevo z besedami in pol lih odvzamemo tisto, kar je najdragocenejše, kar je lih ta napetost, kar je lih ta, da to se zdaj res dogaja, tako. Mogoče en tak dober primer za to so te neki ljubezenske prizori, kjer je ful dostikrat pride do tega, zdaj je ta ful neka napetost med nama in kaj se zgodi, ful dostikrat je bam, pol kao se zaliže, da sem to ful ploskan, pač se zaletiva eno drugega in pol gre luč dol in je konc. Ampak v resnici ta zanimiv del tega je pa vse to, kar pripelje do tega. In v lifeu, in na odru je ta zanimiv del poljuba, ne takrat, ker že so jeziki prepleteni, ampak tisto, kaj se dogaja prej. Takrat imamo že odgovor, ne? Takrat imamo že odgovor, to ni več zanimivo. Takrat je tako, it's done, ne? Ampak tisto prej je pa ful v bistvu težko zdržati v tem in zato pač ali napolnimo to z besedami ali pa z nekimi dejanji, tisto, kjer je pa zanimivo in kjer je tudi publika pol tako, je pa glih ta napetost. In tam vztrajati v tišini se mi zdi, da ustvarja ful ene čarovnije. Če se majčkeno spomniš na svoje vaje, katera vaja vedno povzroči največ smeha? Kje se najbolj zabavate? Mogoče zdaj, zadnje čase, ta whisky mixer, ker je sam navodilo pač ne se smejati, vse ostalo je vseeno, ampak ker se ljudje dajo toliko nekih dodatnih navodil in se pol toliko trudijo to pravilno izvesti in na koncu se, samo zato, ker se da ljudem navodilo, da se ne smejo smejati, se ful smejijo in ful zabavajo.